Lepo pozdravljeni, nahajamo se v 5-letnem nasadu drevesa Asimina triloba, poznane tudi pod imenom indijanska banana. Asimina je dokaj nova vrsta, o njej je veliko neznanega, med njimi je tudi velika neznanka res. Velja pravilo, da se Asimino lahko ne obrezuje, ker sama tvori dokaj lepo piramidasto krošnjo. In tudi rodnost s tem ne trpi. V nasadih ali tudi v domačem vrtu pa se pojavi problem predolgih vej. Če Asimino dlje časa ne obrezujemo, se veje vsako leto podaljšajo za letni prirast in kaj hitro imamo 1, 2 ali celo 3 metre dolge veje. Rodnost pri Asiminah pa je na koncu vej, na enoletnih pogankih. In če si predstavljamo kilogram težek prod na koncu dolge veje, sledi povešanje veje praktično do tal. To je problem, ki ga želimo rešiti in zato je pri Asiminah v našem nasadu zdaj izvajamo eno poizkusno rez, ki vam jo bom danes pokazal. Sama Asimina raste izraščajo veje vodoravno pod kotom 45 stopinj ali pod kotom recimo tam 75-80 stopinj. Najbolj idealne so veje pod kotom 45 stopinj, ki imajo največjo nosilnost in tudi hitro rodnost. Preveč pokončne veje imajo prehitro rast, vodoravne veje se pa pri prvi leti rodnosti povesijo navzdol. Tukaj vidimo enoletno vejico, ki ima na začetku rodne brste, generativne brste. Ko se konča zadnji generativni brst, se nadaljujejo vegetativni brsti, iz katerih bojo zrastle nove vejice. Asimina vedno odžene zadnji, mogoče predzadnji ali še 3 zadnji brsti. Kar pomeni, če mi vejico pustimo neporezano, se bo samo podaljševala in zato je princip te rezi, da pustimo vse generativne brste in 1 ali 2 vegetativna brsta. Pri močnejših vejicah, ta je zelo pokončna, tukaj tudi puščamo en generativni brst. Pri večjih vejah, za katere želimo, da se še bolj razvejamo, pustimo pa 2 vegetativna brsta. Problem preobloženosti predolgih vej je povešanje vej. Kar pomeni, pri rezi bomo izrezali vse veje, ki so povešene, ki se križajo ali so pač pregoste. Tako da zdaj predlagam, da začnemo z rezjo. Ta veja je bilo videno, je bila zelo pokončna, poskusili smo jo spraviti v vodoravni položaj, ampak ni uspelo. Še vedno nadaljuje s tendenco pokončne rasti, prekriva ostale, tako da to izrežemo v celoti. Res na čep se pri Asimini ne obnese, ker običajno čepi ne odženejo. Tukaj imamo zdaj kar precej gostih vej, ki niso obraščane, zato se moramo odločiti, katero bomo zbrali. Vrvica je bila reševanje povešanja pri veliki rodnosti. Kar pomeni, najprej izrežemo veje, ki se prekrivamo. Dobimo samo eno etažo vej. Zopet veja, ki prekriva. Zbiramo veje, na katerih tudi pričakujemo nekaj plodov. V tem delu smo dobili težavo, ker veja ni bila pravilno krajšana lansko leto, da imamo dolg, gol del in rodnost samo na koncu. Recimo, da poskusimo letos, če bo na tem delu še odgnala kakšna vejica, tukaj pričakujemo nekaj pridelka, veja se bo povesila. Če bomo dobili mlado vejo na tem delu, jo bomo uporabili naslednjo leto, drugače bomo pa krajšali na čep in upali, da se bo zgodilo obraščanje. Naprej, prekrivanje.
izrežemo zaradi prekrivanja. Te vejice, ki so rasle nekako 15 cm, imajo na koncu samo 4 do 5 vegetativnih brstov in tudi 4 do 5 rodnih generativnih. Te ni potrebno krajšati. Tudi tukaj je priporočljivo rez na ribjo kost. Prvi nivo vej, še to vejo, povešena zaradi rodnosti. Tako, spodnja etaža je zdaj nekako osvetljena, vse veje, vse imajo dovolj prostora in gremo lahko na naslednji nivo. Med etažami naj bi bilo 20 do 30 cm prostora, zato da so spodnje veje ustrezno osvetljene in potem lahko naredimo naslednji nivo vej. Na drugi etaži je rast običajno že večja, tukaj bomo začeli s prikrajševanjem enoletnih vejic. To smo prikrajšali že prej, vejica, ki raste dol, tudi nima dovolj svetlobe. V tem delu je dokaj goste veje, ena zraven drugo, vendar zato, ker ta izrašča na stran, kjer je dovolj prostora, jo bom letos ohranil. Če bo drugo leto ta veja ustrezno zrasla, bom drugo leto to izrezal. Pri vejah, ki rastejo močno navzgor, poskušamo dobiti rast 45 stopinj glede na smer debla. Tukaj je lep primer, kako se vejica, ki je bila polno založena s plodovi, povesi navzdol. Vse take veje izrezujemo. Na koncu puščamo eno vejo. Eno izberemo glede na prostor spodaj, katera je bolj primerna. Vejice povsem pri deblu so neosvetljene in te je bolje izrezati, zato ker ne dobijo dovolj svetlobe in tudi drugače se bojo naslednjo leto same posušile. Tako, to je sedaj, tukaj je še prekrivanje zgornje in spodnje veje, glede na to, da imamo tukaj dve. Rešimo eno tako. Tukaj je pa zdaj recimo že začetek naslednje etaže. Ta veja je dokaj idealna. Lep kot izraščanja, lepa rast, nosilna. Tukaj pustimo 2 generativna brsta in to je rodna veja, na kateri bo letos verjetno največ plodov. Stranska vejica bi jo tudi lahko pustili, vendar zato, ker je blizu spodnje, jo bom izrezal, da zagotovim svetlobo za spodnjo vejo. Drug nivo je tudi končan in zdaj smo nekako pri tretjem, zadnjem nivoju. Asimina zraste do višine 4-5, lahko tudi več metrov, vendar je problem obiranja, potrebno je ročno preverjanje zrelosti plodov, zato jaz priporočam res na višino nekako do 3,5 metrov, 4, kar pomeni tretji nivo je zadnji in potem bomo prikrajšali drevo na to višino. Prikrajšamo, še ta. In zdaj smo pa pri vrhu. Lansko leto je bil puščen vrh nekako višine 20-30 cm.
vrh ima veliko sokov in tukaj požene več vej. V tem primeru 1, 2, 3, 4, 5 in vrh 6 do 8 vej izraste. Ne? Vse te veje so zelo dobre, rodne in te prikrajšamo spodnje na 1 do 2 očesi. Vrh pa izberemo glede na smer debla in v tem primeru, ker je drevo nagnjeno v moje desno, drugače bi praviloma pustili tak večji vrh, ne? Ampak v tem primeru, ker je drevo že nagnjeno, bomo pustili drugega in poskušali nekako s tem popraviti samo linijo drevesa. In tudi vrh prikrajšamo, v vrhu lahko pustimo več, tudi do 5-6 vegetativnih brstov, ki potem naredijo ta enoletni prirast, ampak v tem primeru smo že pač na tej višini, ga krajšamo bolj in vrh bo odgnal tudi ob cvetnih brstih. To drevo je nekako res končana. Preverimo še, če ni mogoče kakšnega prekrivanja vej. Aha, v tem delu je še nekaj pregosto. Tako. Tako. Za ta drevo je letos res končana. Tudi to je drevo sorte Overlis, ki je za razliko od prejšnjega bolj rastoče, bujno rastoče. Lansko leto je bila na njemu narejena enaka rez kot na prejšnjem. In tukaj se nam je pojavilo to, da je drevo tudi na spodnjih nivojih zelo bujno raslo. Na spodnjih nivojih, kot rečeno, običajno odžene samo 1 vejica do 2. V tem primeru, ker je veja dokaj pokončna, je odgnala vejica z 4 veje. V tem primeru veje rastejo tudi v notranjost. Vse veje, ki rastejo v notranjost, ne proti zunanjosti krošnje ali oboda, v vsakem primeru izrezujemo, ne glede na to, ali so lepe, primerne in to. No, v tem primeru pa poskušamo, ker je ta veja že dokaj močna, poskušamo dobiti veje pod kotom 45 stopinj. Zato izrežemo, pustimo enoletno vejo pod pravim kotom in 2 vegetativna brsta. Večje rane je priporočljivo zamazati s cepilno smolo. V tem primeru ta del je dobro zamazati. Drevo sorte Overlis, ki je lansko leto bujno rodilo. Sorta Overlis je znana tudi po tem, da ima lahko soplodje, ki se razvije z enega cveta, težko tudi prek 2 kg. In če tak plod raste na taki veji, kot je v tem primeru, jo upogne skoraj do tal. Poskušali smo s privezovanjem, vendar zaradi teže lubje na zgornji strani je začelo pokati in v tem primeru bi veja popustila, če ne bi bila privezana. Zato se moramo pri rezi izogibati poškodb vej na zgornji strani vej. Če je le možno, ne spodrezujemo in ne odvajamo. Če je le možno, ne odvajamo. V tem primeru, če bi želeli pravilno obrezati to vejo, odrez te veje je dokaj slaba izbira, zato ker če bo ta vejca polno obložena, bo tukaj prišlo do loma. Kar pomeni, v tem primeru bi odrezali to vejco in to. Problem pri tej veji je njena dolžina in tudi upognjenost na tem delu.
Tako da v tem primeru bom se verjetno odločil za res načep v upanju, da bo kljub vsemu veja odgnala.